Pozdravljeni, dragi moji, pa imamo drugi del nadaljevanja knjige Ko angelsko pere ljubezni izbere dom. In danes želim z vami podeliti nekaj energije, katera je v angelski knjigi, in vam predati, kako je angelska knjiga nastala. In za nadaljevanje zgodbe iz prvega dela, se pravi, ko angelske perje ljubezni na obali, sem začutila, da želim z vami podeliti še nadaljevanje zgodbe, kajti o raziskovanju Lane in Adriana še nisem napisala vsega v prvem delu in sem rekla, da to podelim seveda v nadaljevanju knjige. In kaj me je privedlo do pisanja nadaljevanja knjige, je vprašanje, kaj se zgodi v nas, ko začutimo, ko najdemo osebo, s katero želimo graditi skupno pot. In ti občutki so opisani v drugem delu knjige. In seveda, kot v prvem delu me je navdihnilo tudi v drugem delu to, da sem pisala zopet svoje izkušnje iz življenja, iz svojih preteklih partnerskih odnosov, kako sem se učila postavljati meje, slišati svojo resnico, kako sem zaupala in kako sem svoje odločitve izbirala skozi svoje čutenje. Tako da v tej knjigi je res napisano to, kar je čutilo moje srce in me je privedlo do tega trenutka, kjer sem danes, ta trenutek, sedaj. Ja. Zakaj sem izbrala naslov Ko angelsko perje izbere dom? V tej knjigi dom ne pomeni kot hiša, kot simbol, kot neka namestitev, ampak je dom občutek, ki je v nas notri. In ko mi čutimo sebe, ko čutimo svojo resnico, ko čutimo, da lahko delimo svojo ranljivost, takrat najdemo svoj dom v sebi. In takrat vemo, da smo prišli domov v svoj mir, v svoj steber, v svojo resnico. In v tem domu smo ljubljeni, smo lahko tisto, kar čuti naše srce, in lahko iz tega domovanja skreiramo v naši zunanji okolici vse tisto, kar si želimo in po čemer hrepeni naše srce. Tako da dom v naslovu pomeni dom v naših srcih. Želim z vami podeliti tudi to, kako se prvi del razlikuje od drugega dela. Se pravi, v prvem delu junaki se učijo izbirati sebe, svojo resnico, svoje čutenje, kaj je tisto, po čemer hrepeni njihovo srce. Tukaj v drugem delu pa se začnejo porajati vprašanja, kako ostati zvest sebi tudi v partnerski zvezi, kako postaviti meje družinskim članom, kako se soočati s svojo preteklostjo in hkrati ostajati svoboden v svojem duhu, v svojem srcu, kaj pomeni razdalja za ljubezen in soočata se junaka v tem delu tudi z vprašanjem, kje ustvariti skupen dom oziroma kaj pomeni skupno domovanje miru in ljubezni. Tako da knjigico potrebujete prebrati, da boste prejeli ta odgovor. Kot ste opazili, kot v prvem delu in tudi v drugem delu nastopajo tudi babice in imajo pomembno vlogo pri prepovedovanju zgodbe. In energija babic predstavlja korenine, vzorce iz naših preteklosti. In v bistvu
kako se to prenaša z generacijo v generacijo, ampak na nas je, kaj izberemo zase v sedanjem trenutku in kako želimo svojo zgodbo peljati naprej tudi v partnerstvu, ne glede na priučene vzorce, katere imamo iz primarnih družin. Tako da tudi na to temo je v drugem delu napisano nekaj, da nas zopet postavi v svoj steber in v svoje čutenje miru in ljubezni, ki jo želimo deliti z nekom, katerega smo začutili ob sebi kot našo dušno energijo. Tako kot lahko vidite na naslovnici, seveda tudi v drugem delu nas spremljajo angelska peresa. Ampak tukaj v drugem delu imajo bolj, bolj tiho kot glasno nalogo, če se lahko tako izrazim. In bralce vas objamejo skozi perje posebne energije, posebni občutki, nepričakovana srečanja. Energija vas objame skozi besede neznanca, katerega junaka srečata skozi zgodbo. In ravno te besede pridejo v pravem trenutku do junakov, da prinesejo nove zavedanja, nov način razmišljanja. Tako da v bistvu, bom rekla tako, angelsko vodstvo v knjigi ni zame nekaj, recimo, kar odloča neka oseba, ki se pojavi, ampak zame je to nežna podpora, ki osebo spominja, naj ponovno prisluhne sebi, svoji dušni resnici. Glavna junakinja Lana se v drugem delu knjige najbolj uči to, da ji ni treba izbirati med ljubeznijo do sebe in ljubeznijo do drugega, do partnerja v tem primeru. Kajti dolgo je mislila, če izbere sebe v odnosu, da bo nekaj izgubila, ampak sedaj pa spoznava skozi zgodbo, da je varno sebi reči da in oseba, ki je zraven tebe, začuti to energijo in seveda v odnosu tudi ostane, kajti ko smo povezani s seboj, privlačimo tudi čustveno zrelo osebo ob nas in seveda na takšen način tudi lahko partnerstvo uspe skozi komunikacijo, skozi dotike, skozi izražanje in skozi čutenje energije, ki se ustvari v partnerskem odnosu. Seveda imamo tudi Adriana kot drugega junaka v zgodbi. In Adrian pa se skozi zgodbo uči nekaj drugega. Uči se, da je svoboda ne pomeni, da lahko greš kamorkoli želiš, ampak svoboda v partnerstvu pomeni, da pogumno prevzame odgovornost za svoje življenje, skozi odnos z mamo postavi določene meje. In skozi Lano začne spoznavati, kakšen moški si želi biti v partnerskem odnosu in kaj kot moški lahko v partnerski odnos doprinese. V drugem delu želim, da vas bralce objame energija, ki prinese novo zavedanje, da se v zgodbi najdete in mogoče vprašate, ali še vedno živim po pričakovanju drugih ljudi, kje ne poslušam več svojega srca, svoje resnice, oziroma kaj bi lahko izbrala drugače, da bi lahko s svojo energijo delila tisto, kar čuti moje srce. In kaj je tisto, kar je moja dušna resnica za mojo prihodnost? Ja. Dragi moji, največje sporočilo drugega dela knjige je to, da
se začnemo zavedati, da je dom v nas, ko sebi dovolimo biti ena čista ljubezen, ko sebi dovolimo, da se izražamo, da izrazimo svojo dušno resnico, predvsem pa, da se zavedamo, da nam angeli kažejo pot in da na tej poti nismo sami, da smo podprti in da si lahko rečemo, ko začutimo, tukaj sem jaz doma, tukaj je ljubezen in tukaj v tem trenutku želimo ustvariti svoj ljubeči dom, kajti tisto, kar čutimo v sebi notri, lahko sprojeciramo v našo okolico in seveda nam bo angelski svet vedno pripeljal na pot tiste osebe, katere nam bodo pomagale na poti do uresničitev svojih sanj. Tako da, dragi moji, knjiga čaka na te, da objame tvoje srce z ljubeznijo.